Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. To je bilo nekaj jedkanih stekl Aleša Lombergarja. Nekatera so bila na razstavi v Dubaju, v Združenih arabskih emiratih, druga so ugrajena v kazino v Badnu, blizu Dunaja, ali v luksuzno križarko Crystal Symphony. Nekaj jih je ugrajenih v razkošno vilo tovarnarja Fletota pri Hanoverju, tudi v Ljubljani jih je nekaj, v okna stolnice Svetega Nikolaja v Ljubljani, v Slovenski filharmoniji, pa tudi v pizzeriji Napoli, v mestni hranilnici v Ljubljani, kafe Riva na Malem Lošinju, ima pa prav tako nekaj lepih stekli. Gospod Lombergar je moj večerni gost. Dobro večer. Dobro večer. Torej, ta vaša spretnost je izumrla skoraj da v Evropi. Ne? Vem, da ste vi edini v Sloveniji in berem v nekih člankih, da vas je v Evropi samo za prstene roke 5 se imenuje številka. 5 ljudi v Evropi, ki to še počno. To ni možno zanesljivo trditi. To je predvidevanje na osnovi tega, da je pač v Avstriji samo eden, v Nemčiji nikogar, v Italiji nikogar in da nas je verjetno morda manj, morda pa nekaj več kot 5. Izumrla je po prvi svetovni vojni ta umetna obrt. Malce bolj ohranjena je v Angliji, kjer sta dva znana izdelovalca. V srednji Evropi pa je izginula. Je pa to umetna obrt, to ni umetnost, ne? Verjetno je tudi slikarstvo najprej umetna obrt, potem pa postane umetnost. Torej, ta reč se imenuje jedkano steklo oziroma jedkanje na steklo, ne? Ja. Kaj to pomeni? Kako to gre pravzaprav? To pomeni, da jaz ničesar ne nanašam. V principu delam gravuro v steklo z kislinami. Kaj drugače nanašajo barve ali kaj, ne? Ko se barva, ja. Jaz odvzemam material. Za jedkanjem je šipe vedno manj. Nič se ne nalaga. Tisto, kar je motno, ni nekaj, kar je dodano, ampak je nekaj, kar je oduzeto. Tega ne smemo zamenjati z vitražem, ne? Tisto je nekaj drugega. Gotovo. Vitraž je prvič pisan, barvast, jedkanje je praviloma brezbarvno. In potem sta se zelo ločila po načinu vgradnje, ker je vitraž kot barvast bil bližji preprostemu okusu. To najdemo v cerkvah, ne? Večkrat. Kar najdemo v cerkvah. Medtem, ko je jedkano steklo kot brezbarvno, malo bolj eterično, poduhovljeno, mogoče se je vgrajevalo v muzeje, v koncertne dvorane, v meščanske neke palače. In pravite brezbarvno, ampak tukaj vidimo pa pozlačeno, oziroma zgleda, kot da je zlato gor. Ja, ampak še vedno v principu ni barvano, ne? Ni, tukaj je pozlačeno, lahko je metalizirano, ampak ni, lahko je tudi pobarvano, vendar je praviloma jedkano steklo brezbarvna tehnika. Kako ste pa vi pravzaprav prišli na to, da bi to bil vaš v bistvu življenjski poklic, ne? Izdelovanje jedkanih stekel? Sprva zagotovo tega nisem vedel. Tako kot pri neki sveži ljubezni ne moreš vedeti, koliko časa bo to trajalo. To se zgodi samo. Jaz sem bil radoveden in sem to spoznaval. Bolj ko sem spoznaval, bolj sem se dobro počutil in potem sem tu ostal. Kaj vas je pa toliko vleklo prav pri tej tehniki? Tehniki? Mogoče to, da je opuščena, da je nihče ne mara, da se nihče z njo ne ukvarja, da ne bo gneče. To po eni strani, po drugi strani moja predznanja so mi dala možnost, da sem to obudil. Študirali ste arhitekturo, ne? Nekaj časa? Tudi. To je samo eno od majhnih predznanj, ki pomaga. Neka likovna kultura sigurno pomaga pri takem izdelovanju, da ne postanejo izdelki grdi, je že potrebno imeti likovno kulturo. Tukaj imam jaz en članek o vas in sicer v naših razgledih leta 1997 piše: v veži Črnomaljske palače, ena najstarejših ljubljanskih hiš, iz čistega veselja nadzira zidarje in jih uči, kako naj umečajo stene tako, kot so to delali v 18. stoletju. To namreč vi, ne? Se pravi, že takrat se je pokazalo, da imate nek smisel in neko spretnost pri gradnji tudi, ne? Pri sestavljanju stvari. Ja, se sicer nisem veliko z arhitekturo ukvarjal, se ukvarjam predvsem s tem
pa vendar tu in tam kaj doprinesem. Takrat sem v tej stavbi živel, bil sem lastnik enega od stanovanj in v pritličju, kjer je bila, težko je časovno opredeliti, ali je šlo za renesančen predprostor, ali je šlo za kasnejši predprostor, baročen mogoče, ena velika avla, ki je pač kakršno se spodobi za vhod v veliko hišo, so jo v 19. stoletju majhni lastnički, ki so se kasneje potem pojavili vedno manjši, prvotna je to plemiška stavba bila, so si tam naredili drvarnice. In ostal je samo še majhen prehod, ozka špranja, skozi katero so šli v to veliko hišo. In z veliko truda, kot eden od solastnikov, sem uspel prepričati vse lastnike, da so se odpovedali drvarnicam, da smo vse to podrli in naredili nazaj s svojim denarjem, brez mestne pomoči, brez Ministrstva za kulturo, naredili nazaj avlo. Kje je ta Črnomaljska palača? To žal ne piše v nobenem vodiču po Ljubljani, žal to ne piše v nobenem učbeniku šolskem. To je vogalna utrdba ljubljanskega obzidja, Stari trg 2 je danes hišna številka, ki je v svoji prvotni zasnovi vrisana na fortifikacijskem načrtu Agnelinijevem iz leta 1527 na ostrešju pod kasnejšo streho, ki je večja, je ohranjena še stara, zgodne srednjeveška streha, vsa črna, ker takrat ni bilo dimnikov, ampak se je dim valil na ostrešje. To je hiša, ki je z ene strani podpirala nekdanji Rotovž, ki se ga še na Valvazorjevih grafikah da videti, kadar je na kakšni perspektivi Ljubljana pogledana z tega konca, ki je prvi Rotovž ljubljanski je stal med tam, kjer Tranča, je bil en velik obok in tam je bila sejna dvorana. Torej, ta reč jedkanje stekla je najbolj cvetela v koncu prejšnjega 19. stoletja, koncu 19. stoletja. Časa secesije, ki je imela pa svoje jedro v Avstriji, Nemčiji, v teh deželah, vsaj pri nas je bilo tako. In Ljubljana, vi nekje pišete, je kljub vsemu ohranila še ogromno dediščino teh stekl, ki samo, da so skrita, da jih ljudje ne opažamo. Prva na televiziji je bila oddaja leta 71 posneta o jedkanih steklih. Če primerjam fond, ki je bil takrat posnet z današnjim, je razpolovljen. Stekli je danes pol manj, vzroki so različni. Ali so se notranjščine obnavljale, pa so stekla šla v muzej ali privatne roke, ali so bila odstranjena, razbita včasih. Zelo se je zmanjšal fond. Danes je, težko rečem, da jih je polovica, jih je po mojem manj. Ljubljana jih je imela res veliko takrat leta 71, ker ni bila skoraj nič bombardirana. A kad drugod so šla stekla zaradi bombardiranja? Seveda, po celi Evropi so šla. Danes je enemu Nemce razlagati o jedkanem steklu, niso imeli kje videti. Ni več, Ljubljančani se bodo spomnili izrazitih teh stekl v Unionu, mislim. Union je bil strahotno lepimi stekli opremljen. Ja, to je bila posebna pivnica, ki zdaj ni več, in tam so bila ta stekla. Cel hotel je imel stekla. Najlepših stekl v evropskem nivoju, najlepših stekl. Kje so ta stekla zdaj? Nekaj jih je prezentiranih v hotelski avli, nekaj jih je dobila gotovo noge. Mislim, da je deponirana zbirka v samem hotelu in da se ne morejo dogovoriti, ali je to vredno dati v muzej, ali more... Ne pridejo skupaj. Zdi se mi, da to še vedno ni muzeja. Zamujen je bil čas, to je bil čas za prenos teh eksponatov v muzej je bil, ko je bilo še jasno, da je hotel od vseh. Potem, ko se je pa hotel polastnilo, pa to kar naenkrat več ni bilo možno. Lastnik ni imel smisla, da to stane? Ne, lastnik se je čutil, da je tudi to kupil. Vaše, eno prvih, vaših stekl je pa ugrajeno v Slovensko filharmonijo, se motim? Zgodnejša, ja. Zgodnejša stekla so tista. Niso med prvimi, sem že več kot 10 let sem delal že to jedkanje takrat. Se kar zahtevno. To, kar gledava pa tukaj, to je arabeska, ugrajena v steklo, ki je bilo na razstavi v Dubaju, je tako? Ja. To je fragment. Povejte nam nekaj o tem, kako pride do tega? Jaz sem dobil priložnost
narediti dve bratni krili za razstavo v Dubaju, kjer je Slovenija imela svoj paviljonček. In ta izziv mi je, izzvan sem bil, da naredim nekaj, kar bo Arabce morda vznemirilo, da ne bo govorilo o meni, o Sloveniji, ampak o njih. Te slike imamo še na vašem računalniku iz drugih perspektiv, iz drugih izrezov, ne? In ste rekli, najbližje jim bo kakšna njihova lastna arabeska, ne? Jaz sem iskal dialog v umetnosti in se upravičujem, dialog v umetnosti sem iskal in zdi se mi, da sem ga našel. V času poznega 15. pa zgodnega 16. stoletja se je v Evropi pojavila moda arabskega ornamenta. Renesansa je oboževala arabski ornament in so ga imeli po tekstilih, po tapetah, povsod so ga uporabljali. Prišlo je do tega, potem, ko je pravzaprav bil Carigrad zaseden, ko je bil premagan in so umetniki in intelektualci od tam zbežali v Benetke in prenesli seboj vso to znanje, vse to. To je začetek renesanse tudi. Sočasno je. Ne vem, če oni povzročijo začetek renesanse s svojim prihodom. Ponekod velja, da so stimulansi bil to. In ta arabeska kot ornament, ki je bil v Evropi malo nenavadni, je bil tak izziv, da so se mojstrili v tej arabeski, tako da so se jo naučili tvoriti od Dürerja. Da Vinci ima nekaj arabesk, ki jih je naredil. To je bila tehnika, v kateri so se hoteli pokazati, a res to znajo. Taka zelo zahtevna tehnika je, kot ena muzika. To so v bistvu samo ornamenti, ne? Ja, so ornamenti, ampak imajo strahotni red imajo. To so ta vrata, ne? Ta vrata so bila razstavljena. Ta so bila v Dubaju razstavljena. Ta so bila razstavljena v Dubaju. Šipe, ki je v vratih, nisem mogel narediti večje, tehnično nisem znal in sem prosil prijatelja, da Mizarja Marka Črtanca, da je naredil vrata okrog, ki so izredno, tudi vrata zelo lepa. In na koncu je še kipar Vrščaj Jožef naredil kluko, v kateri se v prozorni kluki pretaka živo srebro, sem drtja. Se tudi vidijo. A lahko malo povečate to sliko? Ni prav veliko, en mega ima, tako da je mačkar večje je, ja. Hitro bo zobata. Kaj pa je od spodaj, pod arabesko? Pod arabesko, v lesenem delu vrat, so vrata perforirana in so sestavljena iz majhnih zvezdic lesenih. Iz majhnih zvezdic lesenih je sestavljen ta propusten, transparenten spodnji del vrat. Zdelo se nam je, da je treba cela vrata narediti dihajoča, da tudi tako kot tista zlata arabeska lebdi v zraku, tako mora tudi vrata imeti, ne sme biti zaprta. Ta razstava je bila lansko leto, ne? Novembra meseca v Dubaju, ja. In tu se je pojavilo neko ime Big Five. To je ime te prireditve, te razstave v Dubaju. To je precej veliko in tam se poskušajo vsi pokazati. Dubaj ima neskončno veliko denarja in vsak bi rad nekaj prodal tam, ne? Dubaj ogromno gradi, Dubaj se bo povečal za par milijonov prebivalcev v naslednjih letih in gradi se 24 ur na dan, samo v dveh izmenah se to dela. Denar je to nafta, ne? Od nafte. Ne? Denar prihaja od zunaj. Kako? To sploh ni dubajski denar. Dubajci so sprožili, sprva so svoj denar investirali, da se je zadeva začela, zdaj pa iz celega denarja, se upravičujem, iz celega sveta prihaja denar, priteka denar in se vlaga in investira v Dubaju. To ni več njihov denar in nimajo veliko nafte. Oni so se odločili, da se bodo šli turizem. No in povejte, kakšni so bili pa odmevi na to vašo razstavo tam? Poslovnih odmevov zdaj še ni. Poslovni odmevi se pričakujejo, mogoče ta malo lepša, se pričakujejo v času enega leta mogoče. To je podobno kot pri semenih, poseješ ga letos, obral ga boš pa čez prijabljko, čez nekaj let. To bi bil seveda za vas poslovni uspeh, če bi v Dubaj prodali takšno stvar. Ker ti ljudje so maksimalno izbirčni.
utrujeni od bogatstva že. Ne? Ja, to je res, ampak so pa tudi seveda zasipavani z vrhunskimi stvarmi. Oni niso ničesar lačni. Težko je izriniti pravzaprav nekoga. Oni vse to imajo. Oni imajo dobavitelje vrhunskih okrasnih steklih. Oni imajo dobavitelje vrhunskih notranje opreme. Karkoli. Vse je prisotno dol, ker je tam trg velik, močen. A je to emirat ali je to... Kakšno vlado imajo tam? Angleži so iz nekih plemen naredili pogodbene države v letu 1920. Potem so pa postavili nekaj teh plemenskih poglavarjev za prince in potem se je to kasneje začelo imenovati Združeni arabski emirati. Še pred 150 leti so bili pa gusarji. Sloviti. Marsikdo je začel na ta reč. Dobro, a dajte nam pokazati, če je kakšno svojo reč. Ker tehnološko je najbolj enostavno, da malo brskava potem, pa bova komentirala. Istočasno, ko sem razstavil arabesko, je bila razstavljena v Dubaju tudi ta šipa, so bila drsna vrata z motivom arabskega polotoka? Karte Arabije, Arabije. Ta zemljevid je tudi star, je tudi iz 16. stoletja. Kar se mi je zdelo pomembno, saj je prvič zaradi latinskih napisov, drugič zaradi popolnoma spremenjenih imen. Pa takšna karta, takšen zemljevid lahko pri gledalcu vzbudi neko določeno zanimanje. Kako to, da mojega Dubaja ni na tej karti? Ja, takrat še ni bilo, ne? Ker še ni bilo. So pa seveda druga mesta. Bom poskusil najti en posnetek, ki ga bom lahko malo bolj povečal. Sekundo. Tale bo ta. Recimo, pa ga povečamo. Tukaj se kar lepo vidi, ja. Nekaj napisov se bo dalo videti. Ja. Poglejmo, recimo, mislim, da bo... Vidimo Ajman. Aha, čakajte, sekundo. Olim. Arabija, ne? Arabija, ja. Ne vem, sem še višji, nisem. Konec Sredozemlja, ne? Tole je Nil, pa mal začetek Afrike. Pa so seveda drugačna imena. Rdeče more vidimo, ja. Rdeče more, Sinus Arabicus, Mare Rosso je pa latinsko. Star zemljevid, ne, ki ste ga vi odkrili nekaj. 1574, to je Ortelijev atlas sveta, na katerem seveda marsikaj manjka takrat. Tudi Amerika je še zelo približno. No, tem je čar teh starih kart, ne, da ni nekih stvari. Zdaj se postavi vprašanje tehnike, ne, kako takšno staro karto spraviti na steklo. Ja, zdaj... To je pa stvar vašega študija, ne, ki je bil naporni in dolgotrajen, ne? Na razpolago imam zelo majhen kontrast, tako da jaz moram zelo jasno risbo imeti kot osnovo. Risba mora biti dovolj čista, dovolj prazna, da stvar pri tako majhnih kontrastih, jaz ne uporabljam črne in bele, jaz uporabljam malo bolj in malo manj motno kot moje izrazno sredstvo. Ja. To, kar je tukaj na tej sliki belo, to je pač malenkost motnejše, pa malenkost višje, ostalo je pa pač globje in malenkost prozornejše. Zaradi tega se pač ne da narediti vsega, kar bi si človek želel. Treba je zbrati primeren vokrorez, primeren lesorez, da se ga da interpretirati. Ne morem katerekoli karte izdelati. Vi to nekaj opisujete, da je to, da je bila pot dolga in težavna, da ste se navadili te spretnosti. Ne? Odkrili ste neko staro knjigo, nek učbenik in se po sistemu samouka naučili te spretnosti. Ker šole ni za to. Ne, šola se, zadnji profesor, ki je to predaval, leta 57 umrl, na Tirolskem se je predavalo to na zadnje kot nek majhen segment enega predmeta. Vse se da iz knjig učiti. To ni nemogoče. Je pa treba seveda potem si vzeti čas pa se mojstriti, delati napake, jih požreti.
So v knjigah namenoma umontirane napake, ne? Da ne bi kdo preveč po lahki poti prišel do znanja. Meni se tako zdelo zaradi tega, ker čisto vse recepture so za napako, tako da je možnost, da bi bilo to po naključju, majhna. Najbrž je pisec knjige, zelo verjetno ni bil pisec knjige nekdo, ki je to znal, ampak nekdo, ki je znal pisati tehnično knjigo. Gre za kemijo v bistvu to. Ja. Pri vseh postopkih so napisane napake. Vse kasneje, ko se dovolj časa s tem ukvarjaš, pa ko dovolj preizkušaš, zapopadeš, kje so napake. Ampak očitno je nek filter bil narejen, da prav čist vsak takoj naslednji dan ne more tega začeti delati. To pravijo tudi za Leonardove skice. So namenoma, posod je kakšna napaka, da ne bi kakšen nevredni posnemovalec takoj kopiral njegovih. To sem slišal. Mislim, da je to prav. Mislim, da je ta filter dober. Ja, torej stvar je o tem, da morate vi kislino, s katero boste razžirali steklo, sproti in to sam mešate. To se ne da kupiti, ali kako je s tem? Dvomim, da se je to kdaj dalo kupiti in da se kdaj bo dalo kupiti. To je pač, proces se je ustavil okrog prve vojne in če bi jedkanje stekla danes še vedno bilo popularna tehnika, potem bi se danes to dobilo vse zakupiti, zadelati enostavneje. Ker pa ta trg ne obstaja, ker nas je tako malo, da nismo zanimivi v tržišče, seveda industrija tega ne dela, vse bi lahko delala. Industrija pripravlja preparate za tovarne. Danes se izredno veliko tovarniško jedka stekla. Ampak ta kislina ni dobra za vas. Jaz tega ne moram uporabljati, jaz uporabljam drugače. Jaz uporabljam tisto tehnologijo, ki se je uporabljala takrat, ko je bilo to v razcvetu. Medtem ko industrija danes je v arhitekturi ogromno ugrajenega stekla z imenom satinato, ki je v velikanskih tovarnah tovarniško jedkano in ima celo površino rahlo motno. To je postala tudi zelo velika moda. Človek bi mislil, da bo potem več posla, ampak ljudje želijo imeti prazno šipo, večinoma. Torej, vi ne živite od tega, Ne. Izdelovanja te. Kaj je to, bolj hobi, oziroma za dušo, kot pravijo včasih, Kakšno leto se da od tega tudi živeti. Kakšno leto je pa treba najti kakšno drugo zrnje. Pri vas je to obnavljanje starih hiš, sem bral nekje. V čem je čar? Kupiš oziroma najdeš eno staro podrtijo in iz te narediš potem nekaj, kar ima dušo. Ja, to je pogosto recimo v Stari Ljubljani je pogosto ta duša popolnoma izgubljena. Zaradi obnov, recimo, da so nekatere stavbe so stare po 500 in več let in imajo dele notranjščin še vedno toliko stare. In zaradi kasnejših obnov so popolnoma izgubili občutek, ki ga je prostor prvotno vseboval. Arhitektura je mogoče z odprtinami okenskimi pa z vratnimi še vedno nakazovala, da je prostor vreden, ampak potem kasnejši posegi so ga malo prikrili. Zdaj pa je, eden od takih primerov je renesančni leseni stropovi. So bili po zakonu za časa Marije Terezije vsi obbiti z deskami, trstiko in ometani zaradi požarne varnosti. In so seveda ti prostori s tem zelo veliko izgubili. Ko so leseni stropovi, ki so bili vidni, rezljani leseni stropovi, so bili umaknjeni. Zdaj, če to daš nazaj, si že nekaj naredil. Če vrneš nazaj prvotne srednjeveške omete, ki niso ravni, ravno omet se pojavi šele v zgodnjem 19. stoletju, je tudi nekaj. Vi ste nekje navajali, letnico. Do 1850 zgrajene hiše so še imele vzdušje oziroma emocijo, pravite vi temu. Kaj se je pa zgodilo takrat? Od takrat naprej so pa stavbe brezdušne, ali kako? To ni moja teza, teza je od enega zelo bistrega avtorja mnogih knjig, od enega Nemca. Tam namreč, da se dobra arhitektura neha v tistem trenutku, ko so začeli arhitekti šolati. Ko so se začeli arhitekti šolati, je konec dobre arhitekture. To bodo veseli, ko bodo slišali. Gotovo. No pa kakšna je ta teza? Ta teza je namreč, da je mojster, stavbenik, dosti pametneje izbiral svoje pomočnike in svoje naslednike, kot pa to počnejo učitelji v nekih šolah. Ti moraš najti najboljše in se okrog njih izredno truditi.
Pri nas, pa če se jaz spominjam svojih let na šoli, so bili na arhitekturi? Na arhitekturi so bile plače profesorjev odvisne od glave. Od? Glave. Glave študentov. Ja. Se pravi, da jim je bilo smiselno njim čim več študentov upisati in jih spustiti čez sprejemni izpit. Ne delati prevodskega izbora, ker bodo izgubili dohodke. Torej, to bo udarilo po njihovih plačah. Ker to je sistem kriv, ne. In so upisovali po 120, po 150 študentov v prvi letnik. In vi ste bili eden od teh? Ja, Hlevček je bil to, ne. Hlevček, Piščancev, popolnoma zgrešeno. Slovenija lahko žele mogoče 20 arhitektov na leto, da se jih izšola, ne. Ne vem, mislim, da imamo nekod podatek, da imamo torej na prebivalca Slovenije procentualno največ arhitektov na svetu. Pri nas imamo inflacijo. Človek ne bi rekel, če gleda naše hiše, ne? Zato pa je tako. Ali ravno zaradi tega? Seveda, ker če je študentov toliko, potem se ni treba več truditi. Nekaj sem zasledil, da vi včasih kupite kakšno brezdušno stanovanje, ga obnovite, mu vdahnete dušo, stanujete nekaj časa v njem, ga potem prodate s profitom, zato ker je zdaj seveda več vredno, pa gre se spet v novega in s tem se da tudi popraviti standard malo, ne? Gotovo, ja, seveda. To so tista zrnja, ki so za suha leta. Zelo ljubko je po 3 letih zapustiti bivališče pa ga zamenjati. To je fajn iz razloga, ker je stanovanje, če je zelo lepo, vpliva tudi nate. Ampak 3 leta še močno, kasneje pa vedno manj. In če uspeš... To se je treba vsaka 3 leta preseliti. Če je možno. Včasih ne gre v 3, včasih gre malo hitreje, včasih malo počasneje. V 3 letih običajno stanovanje vse nazaj pove, kar si mu ti dal. Vpliv arhitekture na človeka nazaj, na človeka, na stanovalca tam je močen. Ne samo barve, tudi same notranjosti, tudi arhitekturne siceršnje kvalitete prostora. Po statusu ste svobodni umetnik, ne? Sem. Imate pa nekaj pripombe na to, da se zlasti, kadar poskuša Slovenija prodajati svoje nacionalno bogatstvo, ali kaj, preveč koncentrira na pletene košare in takšne stvari, namesto da bi razmišljali tudi o nekih bolj plemenitih zadevah. To so zelo spolska tla, etnografsko blago so zelo spolska tla, zaradi tega, ker je težko reči, da je čipka idrijska. Čipka je pač bila zaposlitev rudarskih žen po celem svetu. Vedno, ker te žene pač, da niso cel dan domače pele, so se pač morali tudi malo preživljati. A kjer je rudnik, je tudi čipka potem? Ja, ki v Angliji, v Nemčiji posod. To je težko, s tem se težko izpostavljati, to ni narodno, ne. Pletarstvo najdete vi na Papuji Novi Gvineji, da ne rečem v Indiji, pa dosti boljšega kot pri nas. Dosti više kakovosti dosegel. Tudi s temi stvarmi se je zelo težko, kaj je zdaj krošnjarstvo bilo, ne. Saj to strokovnjaki dobro vedo, da je pač to bila spet ena licenca, ena pravica za tiste neke revne predele, da so se lahko preživljali. Ampak to niso vrhunci. Za eno deželo, za eno državo je pomembnejši primer, če smem ga omeniti, ko sem v Muzeju za uporabno umetnost na Dunaju čakal dogovorjen sestanek na stopnišču, knjižničarko sem čakal, na dnu stopnic in stal zraven kandelabra, medeninastega 5 metrov visokega, dva sta bila vsak na eni strani stopnic, sem na zadnji strani opazil napis, da je Max Samasa to poklonil mestu Dunaj, in Max Samasa iz Ljubljane je to poklonil mestu Dunaj, pa na sosednjem je enako pisalo. To je to, ne? S takimi stvarmi se mora država prezentirati, ki so v svetovnem merilu res sapo jemajoče. Sam kaj pa imamo Slovenci takega, da jih ta drugi nimajo, recimo? Ni treba imeti nič posebnega, česar drugi nimajo. Treba je v neki panogi biti izvrsten. Kje smo mi izvrstni?
Težko reči, ali je nevarno to reči? Ne, težko reči, mogoče sem malo nepripravljen na to vprašanje. To je stvar nekega študija. To je stvar neke analize, neke primerjave. Zagotovo v števcih za elektriko. Ampak to ne sodi v... To je naš izdelek par excellence. Dobro. Vrniva se še mal tem vašim jedkanim steklom. Mislim, da imamo še zelo luštne stvari. Videl sem vas tudi prej v nekem zaščitnem oblačilu, kako se pripravljate na ta postopek, ki je nevaren lahko, če človek ne spretni. Če je v našo, nekaj pa je. Ampak sem zelo zarezan. Ja. To so vaše roke, ne? Očitno. Moje so, čeprav so pod rokavicami. In kaj se dogaja tukaj? Gre za nič. Celo steklo se prelije s kislino. A to je kislina, ta mlečna zadeva? To je ena od možnih kislin, ki se uporablja. Ta je, Angleži rečejo, bela kislina, Nemci pa malo drugače rečejo, in je v njej toliko izkristaliziranih drobcev soli klorovodika, da je bela, da je kaša. Ta ima pač neke druge učinke kot tiste, ki so prozorne. Cel kup jih je, mešanic. Dajte, prosim, zdaj si mislim na pravem trenutku, da poveste na kratko tehnologijo. Vi imate predstavo, da boste arabeske v eno steklo spravili. Najprej dobite kos stekla, mora biti specialno steklo ali... Lahko je specialno steklo. Stekla so raznih vrst, nekatere stekla so izredno prozorna. Danes so večinoma stekla zelo kakovostna, vsa so ravna, ni več velovitih stekla. In kaj naredite pol najprej? Pri arabeski, prvi arabeski, ki je bila za Arabijo narejena, bilo je šele 4. ali 5. je bila dovolj dobra, da sem jo uporabil. Sem predvideval, da moram narediti eno površino, ki je igličasto kristalizirana, torej da se mi kristalčki na dolgo kristalizirajo, da bom dobil eno tako lepo strukturo. In ko sem zjedkal velike kose in jih potem celo pozlatil, pa sestavil skupaj, sem ugotovil, da to ni nič. Majčkaj ste me zgubili zdaj. Pardon. Na steklo najprej namažete zaščitno plast, ali kako? Ja, seveda, tam, kjer ne želim, da se jedka, tam moram narediti masko. Potem razite to, potem tam, kjer je raženo, začne kislina grist, ali kako? To pravzaprav skoraj nikoli ne delam, ampak jaz moram odpreti, steklo moram ponekod odpreti, ali zdaj to delam tako, da nanašam masko, ali da masko odpiram. Metod je zelo veliko. Vse so v glavnem skrivnost mojsterskih delavnic. Skrivnost, dobro. Ko sem bil prvič na obisku pri kolegu na Dunaju, sem rabil 7 dni obiskovanja njegove pisarne in pripovedovanja, kako jaz delam, da me je spustil noter. Po 7 dneh me je spustil noter in sem videl, da sem opovedal več, kot sem pa videl. Da potem vaših skrivnosti zdaj ne bomo slišali. Tako na grobo, recimo, spomnimo se prej tega atlasa oziroma karte arabskega polotoka, množica imen, detajlov. Ste to morali vi risati na roko, na novo, ali kako v steklo? Na steklo, predno je kislina začela to fiksirati, ali kako? Karta Arabije je narejena v enem preprostejšem bakrorezu in je pri bakrorezu so kompletno pri vseh tekstih manjkali tenki deli črke. Izbrisani so bili pri globokem tisku, pri bakrorezu mora ostati barva tudi v tenkih delih in so bili izbrisani, premalo globoko je bilo urezano, ne vem. Ja, treba je to vse popraviti. Tistih 1000 imen je bilo treba napisati na novo. To je bilo pa delo, ne? Ja, 2-3 mesece pa je bilo, ja. Je pa res, da bi pa za naslednjo rabo manj. Zato, ker tukaj je ogromno priprave, tudi priprave, kako zaključiti karto z robom, priprave, koliko iti, v kakšno povečavo iti, kako kisline skalibrirati. Če bi bili narejeni potem kasneje multipli te karte, bi bili narejeni prej. A se da to multiplicirati? Karta, ja, ampak steklo se ne da multiplicirati. Ne. Da se jih izdelati potem kasneje, ko je vse pripravljeno naenkrat nekaj več. Jaz vem, da imamo tukaj v tej škatli spet arabeske, ja. Ki imajo neko zgodbo. Pokažite nam to, pa nam povejte, kako to izgleda. Da bomo videli eno steklo konkretno, ne samo na ekranu. To čudovito škatlo
in okvir okrog moje arabeske. To je treba tudi posebej izdelati, ne? Ja, to je unikat, to je izdelano prav Po meri. Po meri, to je zasnoval arhitekt Janez Suhodolc, ki sem ga prosil in povabil, da izdela okvir za... Spustite ga, kaj var se bo. Mogoče to malo makneva. Ja. Za tole darilce, izdelano za državni protokol. To je podobna reč, kot smo videli tam na razstavi v Dubaju, ne? Manjša verzija. Manjša, ja, ampak mislim... Enako ornamente, enaka arabeska, ja. No, pri tej tehniki... Se lahko tipa to? Ja, seveda, se ni nič. Ni trodimenzionalno, ne? Ja, je, ampak je noter. V steklu je, ne? Ker sta dve stekli. Dve stekli sta, vsako je jedkano, zločeno in potem sestavljeno skupaj, zlepljeno skupaj. Da bi se doseglo učinek, kot da je nekaj noter v steklu. Koliko dela je bilo pa s tem? Mesec in pol. Mesec in pol za tako relativno majhno reč, ne? Kot je to. Ne igra velike vloge velikosti. Včasih, ko se dimenzije manjšajo, recimo zdajle pravkar delam eno lesorezno karto, Žige Herbersteina, karto Rusije, sem prisiljen delati zelo majhno in imam s tem strahotne težave. Strahotne težave zaradi tega, ker mi maska pri jedkanju, črke so visoke, dober milimeter in pol. In jih izgubljam in tako imam več dela, kot bi ga imel, če bi bila karta velika. Dobro, morda dava zdaj nazaj, da nam ne bo motilo pogleda na to. Nekje sem prebral, da ste rekli v enem intervjuju, kajti to, mimogrede moram povedati, vi ste član tiste družbe, o kateri se veliko piše v družabnih kronikah, ne? Včasih vidimo vas na sliki z družino, z otrokom, z ženo, na kakšni prireditvi in tako naprej. No in tam ste povedali, da so vašo steklo, ki je vgrajeno v filharmonijo, najprej opazili češki turisti, ker Čehi imajo dolgo tradicijo tega, ne? Oni znajo videti. Medtem kot so Ljubljančani bolj slepi za to. In moraš prav pokazati, to je nekaj lepega, poglej, ne? A vas narobe interpretiram? Ne, popolno, prav. Nisem čisto siguren, če niso posredi blatni čevlji. Kdo? Blatni čevlji. Blatni čevlji. Zdi se mi, da je to ena stvar, ki lažje vidi neka meščansko vzgojena oseba, kot pa nekdo, ki je še malo blaten. Hočem reči, da je jedkana šipa mogoče na srečo ali pa na žalost enim očem predvsej nevidna. Jaz se spominjam, ko smo leta 86 z fotografom Ariglerjem po Ljubljani slikali za pripravljali koledar in sem se šel v filharmonijo dogovarjati, takrat pa še ni bilo mojih šip, so bili še originali. Dogovarjati za fotografiranje in sem stopil v tajništvo in sem z tajnico prosil, če bi smeli in kdaj priti fotografirati tiste ženske figure, jedkane na šipah na vratih. In me je vztrajno prepričevala, da na vratih ni ničesar. Da je ona tam že 40 let v službi in da hodi vsak dan toliko in tolikrat skozi ta vrata in da na vratih ni ničesar. In sem jo potem izprosil mukoma, da je vstala in šla 10 metrov pogledati in je bila paf. A oddaleč je videla, od blizu ne? Nikoli jih ni videla, 40 let jih ni videla, skozi je šla. Ne vem, da je to dobro ali slabo za stvar, ki bi jo naj človek užival z gledanjem, če je ne vidi, ne? Mogoče je to en lakmusov papirček. Da se razdelimo med tiste, ki vidijo in tiste, ki ne. Vi ste nekaj navedli, čemu služi pravzaprav takšno jedkano steklo? Mislim, da ste navedli 3 stvari. Eno, recimo, estetski užitek, da gledaš. Drugo, da nekaj vidiš, zato da se ne bi zaletel vanjo. In tretje, da razdeli recimo 2 polovici nekega prostora, ne? Kot ena pregraja, ki ima tudi estetsko funkcijo. Tako sem jaz razumel. Če je pravilno vgrajeno jedkano steklo, bo vedno razmejevalo 2 prizorišča. In če bo razmejevalo 2 prizorišča, potem bo služilo kot čipkasto perilo. Nekako bo malce prikrilo tisto, kar ni lepo, če se vidi v celoti takoj, ampak mora biti malo nekega pričakovanja pa hrepenenja predno
je razkrito. To je stvar romantičnih duš malo, ne? Morda? Prej ste omenili oblatne čevlje, jaz se spomnim, mnogo let nazaj ste enkrat razlagali, da ste skonstruirali anatomsko pravilno narejen čevlj, ki mora biti od spredaj širok, ker človeška noga je takšna in običajno ima to smolo, da jo neki čevljarji silijo v te konice, v špičake in tako naprej, kar je seveda slabo. Se spomnite te svoje faze, ste to delali? Ampak to je bilo nazaj 25 let? Ja, malo dolge spomine. Ne vem pa, a ste vi imeli kaj uspeha pri tovarnarjih čevljev? So začeli delati takšne čevlje? Ja, ampak ne v Sloveniji. Na Švedskem, tam, kjer je pač... Tam delajo takšne čevlje? Seveda. Danes se industrijsko proizvajajo in jih je poplava čevljev, ki imajo anatomsko oblikovano stopalo. Ampak to je mogoče malce protestantsko razmišljanje. To bodo težko prodajali v Italiji, ne? Italijan bo težko dal na sebe. Italijan, samo da je lepo, ne? Italijan bo raje potisnil, pa prst odrezal, ne? Tu se verjetno en protestantski način razmišljanja razlikuje od... Ja, protestanti so bolj praktični za te stvari, ne? Morda. Imam podatek, da vi sodelujete z Rokusom, firma, ki se ukvarja prav tudi z darili in to, ne? Naročajo pri vas kakšno stvar, ki jo potem prodajo tujcem, kako? Jaz imam nerodne eksponate, to je pravzaprav moj prvi majhen eksponat, ki je bil narejen kot predmet, ki je lahko darilo, pa še ta je bistveno prevelik in bistveno predrag, da bi lahko bil ponujen v trgovinah z darili pri Rokusu. Tam so cene omejene na neke druge zneske, tako da z Rokusom sva sodelovala samo z založbo Rokus samo v knjigi Mojstrovine Slovenije, pa potem je nastala oddaja Mojstrovine Slovenije in serija razstav tudi na osnovi te knjige. Mislim, da ni bilo posebno posrečeno, ker je bilo spet mešano gradivo, ki je izrazito kmetsko in tisto, kar je izrazito meščanstvo. To ni najbolj posrečena kombinacija. Če bi kdo želel pri vas kaj naročiti, ne? A mora Rokus vprašati, pa preko Rokusa? Ne, danes je stvar zelo enostavna na tem svetu. Danes je, če veš za ime in priimek človeka, greš na internet in si že noter. Si že noter. Se vam to dogaja, da kakšen individualni naročnik pravi, jaz bi pa imel pol metra krat pol metra rožico? To je majhna dimenzija za stekla. Stekla so običajno večja. Moja stekla so v veliki večini primerov, res ne vem, če jih je... Ker je tudi lažje delati, ne, ste rekli? Ne zaradi tega, pač pa zaradi tega, ker je to vgrajeno ali v vrata ali v okna ali v neko predeljno steno. To ni prosto stoječe kos. Jaz nisem nikoli pač naredil serije nekih prosto stoječih kosov, kot je recimo tole, ker se mi je zdelo, da mora jedka našipa ostati tam, kjer je nekoč bila, v vratih, v oknu. Jaz bi jo zdaj mogoče malo razvrednotil, če bi jo začel delati kot majhne obtežilnike za pisma. Ne se druge tehnike tam. Ali pa sodelovati z Rogaško, ne, s steklom. Jaz bi si predstavljal, da bi lahko v Rogaški prišli na idejo, da bi naredili eno reprezentančno serijo, krašeno, kar naprej za večje denarje, bi to ponujali po svetu. To ni enostavno. Ampak to so seveda manjše dimenzije, ne? Tiste stekla niso se ne merijo v metrih, ne? No, pa oni delajo predmete iz stekla. Jaz delam na šipe. Vi ne morete na zaokrivljeno plosko delati? Lahko, vendar nisem izmojstren v tem. Tega sem delal tako malo, da osnove poznam, nimam pa tega v malem prstu. Rogaška ima en oddelek v Kozjem, če ga že niso zaprli in ljudi poslali na cesto, ki je delal sorazmerno lepe gravure na steklo, ampak to je vprašanje spet širokih pogledov in nekih predznanj. Ali je ta oddelek v Kozjem imel knjižnico, ki se je vsak teden obogatila s kakšno novo knjigo, kako pa to delajo Angleži, kako pa to delajo Čehi, kako pa to delajo. Jaz se bojim, da ne. Jaz se bojim, da
bili ti steklobrusači sicer izšolani na neki srednji šoli za steklarstvo v Rogaški, kjer so bili seznanjeni z osnovami in da so bili potem zelo prepuščeni nekim, dajmo nekaj zdaj narediti, pa bomo naredili vaško sitolo, pa bomo naredili to. Čeprav je nastalo nekaj zelo lepih kosov pri njih, se mi zdi, da je bolj potreben pa še v vodstvu ena širina, da jih neprestano plemenitiš, ker ti seveda lahko iz mojstrov s časoma narediš vrhunske, ampak jim moraš dati to možnost. Moraš jih ves čas jim moraš kazati, kako je ta dobro skuhal. Poglej, kaj je ta naredil, da bi jih motiviral, da delajo vsak dan boljše, vsak dan više, vsak dan daljše. Iz vas bi morali res direktorja ene takšnih firm. Bojim se, da tega filma ne bom jaz gledal. To je vse zasedeno. Če bi vas kdo vprašal, a se da potem od tega živeti, da bi človek to počel. Magar je to vrhunska, bi rekel, spretnost, že mejina umetnost, ali moraš imeti ob tem še nekaj drugega, bolj vsakdanjega? Moj odgovor bi bil, da jaz nisem prava oseba za delati posel iz tega. Mogoče sem pravi, da to odprem. Upam, da mi bo kdo sledil in da bo med njimi kakšen, ki bo iz tega posel delal. To sta dve različni značajski potezi. Dve različni nadarjenosti, ja? Mislim, da je. Kako vidite vi idealno situacijo, da bi pol Ljubljane pa pol Maribora, kjer ste doma, naročilo takšna steklena okna, vrata in da bi to vsaki drugi hiši se kaj bleščalo? Bog ne daj. Lahko zaprem trgovino, ampak ne. Te bojazni ni. Počasi se vrača ornamentirano steklo, se zelo počasi vrača v nas, ki smo navajeni arhitekture, ki je bila pusta, čista, brez. Pri Plečniku ne boste našli nič na steklu, ničesar. Neka askeza. Njegova lepota je drugačna. Njegova lepota je drugačna, absolutno. Recimo obnova, ki jo je delal arhitekt Podreka v središču mesta, je Jedka na Šibe Vembergu, iz lokala, ki ga je obnavljal. To je vprašanje, da modern arhitekt je vendar izšolan v nekih idejah, ki so se rodile po prvi svetovni vojni, ko se, če to ilustriram s paviljonom briselskim od Mies van der Roheja, ki je čudovit in takrat bil res revolucionaren, ampak to še kar ustraja. Zdaj se pa ornament po mojem ne bo vrnil kvalitetno, ker manjka izkušenj. In se nek arhitekt, ki bo hotel začeti uporabljati ornament, znajde na popolnoma praznem listu. Nobena šola tega ni učila, v knjigah je pa preveč stvari, že pa te treba malo znati zbrati, tako da se mi zdi, da bo malo slabše. Ni ravno rožnata prerokba. Sam še eno minuto, a lahko nam pokažete, še deluje ta reč? Pardon. Eno vaše steklo tako za goodbye. Če smem za slovo, pa morda pokazati eno steklo od Kleina, ki je imel delavnico na isti ulici kot jaz, 60 let pred menoj. In sva sotrpina in recimo, če pogledamo, kaj bomo od njega pokazali. Ena okna je to z znaki horoskopa, ki je bilo narejeno leta 1936 v Ljubljani. Tudi jedkano? Ne, takrat je bilo peskanje zelo moderno. Takrat so se pojavili prvi kompresori in je bilo to strašno sodobna tehnika in kar velik mojster je takih kosov, kot so ti medaljoni v teh vitražih. Boljših ni bilo takrat narejenih. Zelo kakovostno. Gospod Lomberger, s tem poklonom staremu mojstru Kleinu bova končala. Jaz bi se vam zahvalil za to zelo zanimivo predstavitev te po pravici preveč prezrte spretnosti, ali pa upamo, da bomo še več teh vaših stvari videli tudi v Ljubljani, ne samo v Dubaju mogoče. Hvala lepa. Hvala tudi vam.